Kaj? Slovenski znanstvenik v Ameriki raziskuje znanstvene področje, kjer je Kaja Antlej, višja predavateljica za industrijsko oblikovanje na šoli za inženirstvo in raziskovalka razširjene resničnosti na Univerzi Deakin v Melbourneu v Avstraliji. Jernej Ule, vodja laboratorija za raziskovanje RNA na inštitutu Francis Crick v Angliji. Maruša Bradač, profesorica fizike in astronomije na Univerzi v Kaliforniji v Davisu. Marinka Žitnik, profesorica biomedicinske informatike na Univerzi Harvard. Verjetno si lahko vsi kot prvi največji dosežek štejemo to, da lahko delamo, kar nas veseli, v družbi izjemnih sodelavcev. Sam sem prispeval k razumevanju podobe celostnih mrež v celicah, ki se tvorijo med molekulami, predvsem med proteini in RNA. Zelo sem ponosna na našo muzejsko izkušnjo mešane resničnosti o malem dinozavru Mala L in na to, da sem napisala in objavila poglavje v knjigi Digital Modernism Heritage Lexicon o slovenskem kiosku K67. Kot največji dosežek si štejem meritev lastnosti temne snovi in ugotovitve, ki smo jih dobili. Z velikim veseljem pa sem tudi del skupine, ki bo pomagala pri izstrelitvi teleskopa James Webb v vesolje. Vodila sem enoto umetne inteligence za repozicioniranje zdravil. Naša naloga je bila, da v čim krajšem času odkrijemo, katera zdravila in molekule bi lahko učinkovito in varno preprečila posledice okužbe pri COVID-19 bolniki. Tako nam je uspel razvoj zdravil, ki bi sicer terjal leta, skrajšati le na mesece in v nekaterih primerih zgolj tedne. Slovenskim znanstvenim prostorom sem povezan najprej preko sodelovanj z informatiki v Ljubljani. Moj IRC grant pa do 2020 financira tudi raziskovalno skupino na Kemijskem inštitutu. Sem soustanoviteljica in predsednica Slovensko-avstralskega akademskega društva, ki po 6 letih šteje že več kot 70 članov. Ko sem v Sloveniji, predavam na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in sicer predmete z področja strojnega učenja. Tam tudi spremljam doktorske študente in jim svetujem pri njihovem študiju. Sicer sem tudi direktorica inštituta ASEF v Sloveniji, ki povezuje slovenske raziskovalce, študente in profesore, ki delujejo v Sloveniji, s tistimi, ki delujejo v tujini, slednje pa navezuje na slovenski prostor, slovenski jezik in kulturo. Priložnosti vidim predvsem v mnogih muzejih in dediščinskih ustanovah, saj intenzivno iščejo priložnosti in načine, kako dediščino približati javnostim z uporabo 3D tehnologij. Velika podjetja, kot so Google ali zavarovalniška podjetja, rada zaposlujejo študente iz našega področja, saj znajo narediti modele in napovedati njihovo obnašanje v prihodnosti. Tesnejše povezovanje med računalnikarji, biologi in kemiki bi lahko vodilo v preboje na področju biomedicine. Tukaj imam v mislih predvsem razvoj zdravil in povezovanje s farmacevtsko industrijo, ki je v Sloveniji zelo močna in uspešna. Čeprav zna biti dan znanstvenika zelo dolg, ne gre toliko za odrekanje, če počneš tisto, kar te veseli in sodeluješ z ljudmi, ki te navdihujejo.